Pričakovano čvrsta, trda tekma na težkem terenu se je končala z minimalno zmago 1-0 in ohranitvijo prednosti na lestvici. Edini strelec je bil v 66. minuti Luka Zahovič s njegovim 10. golom v sezoni. Zahovič je tudi začel tole tekmo po odsluženi kazni, prvič je v prvi enajsterici debitiral Nino Žugelj. Prvi polčas je ponudil malo priložnosti, prvi strel v 7. minuti po podaji Mešanovića Zahovič. V 15. minuti je ciljal Hotić, toda zadel zunanji del mreže. Domačini so se bolj kot ne osredotočali na branjenje svoje polovice igrišča, no ob koncu prvega polčasa pa so prišli do lepe priložnosti za vodstvo. Po strelu Petrovića je žoga zadela eno in drugo vratnico, tudi drugi poizkus Vrbanca pa je končal mimo gola. Ostalo je pri 0-0. Na začetku drugega polčasa je na mesto Nina Žuglja vstopil kapetan Tavares. V 53. minuti najprej priložnost ponovno za domačine, po prodoru Matjašiča je Pirič odlično posredoval. V 61. minuti pa šok odločitev ob dvoboju med Pihlerjem in Horvatom. Aleks Pihler je dobil drugi rumeni karton. Sledila je takoj reakcija s klopi, Darko Milanič je v igro poslal dodatnega vezista Aleksa Krecuja na mesto Jasmina Mešanovića. Le minuto zatem takoj priložnost po podaji Derviševića Zahovič je bil hitrejši od domače obrambe, njegov strel pa je refleksno obranil domači vratar Kovačič. Toda po kotu, ki je sledil, je Dervišević lepo našel Tavaresa, njegov strel je domači vratar še ubranil, toda Luka Zahovič se je znašel na pravem mestu in popeljal Maribor v vodstvo 1-0. Ja, Luka vemo, da je vedno na pravem mestu, v pravem času in danes smo ga res rabili na tej tekmi. Ja, mislim, da nas je to te sodniške odločitve, da so nam dale še več energije, da smo pol tudi z igralcem manj se dobro branili in na koncu zasluženo zmagali. Z igralcem manj se je ekipa potem osredotočila na branjenje prednosti. Domačini so prišli še do ene strele priložnosti, toda strel Petrovića so Mariborčani blokirali, žoga je končala mimo gola. Ostalo je pri minimalni zmagi 1-0, priborjeni tudi z igralcem manj. Prva zmaga pa je dober obet za nadaljevanje spomladanskega dela sezone. Komaj ta situacija nas je malo zbudila, ko smo igrali z igralcem manj in pripeljala do tega, da smo pač zdaj se pa moramo zbrati in začeti šprintati. Jaz dejansko na današnji tekmi sem zelo zadovoljen za rezultata. Super zmaga, zelo pomembna zmaga. Tudi take težke, trde zmage bojo potrebne. Ja, verjamem, da bo lažje. Verjamem, da je to dobra popotnica za naslednja srečanja. Po enotedenskem premoru sledi naslednja tekma, v soboto popoldne dvoboj Maribor-Gorica.